Veliko novih športnih zgodb se je spisalo v letu 2023, a na tem mestu bomo lahko zaobjeli le delček celotnega dogajanja. Preko izstopajočih dogodkov v letu 2023 se bomo sprehodili tako, kot so zabeleženi v koledarju za prihajajoče leto. Prvi list na koledarju nas bo spomnil na 100 športnikov in parašportnikov, ki so ob obeležitvi 500 dni do začetka Paralimpijskih iger simbolično ponazorili akcijo We the 15 s sporočilom V športu smo vsi enaki. Naš odličen gluhi tenisač Marino Kegel se je uvrstil v finale turnirja Australia Open za gluhe ter na svetovnem prvenstvu osvojil bronasto odličje. Ženska ekipa odbojke sede nas je večkrat preko leta navduševala. Dekleta so postale tudi evropske podprvakinje. Matej Brajkovič je postal evropski prvak v biljardu na vozičkih. V Stožicah smo maja organizirali in gostili finalni turnir regionalne košarkarske lige NLB Wil. Slovenska ekipa je osvojila 3. mesto. Tudi letos smo v Laškem gostili največji in najbolj organiziran mednarodni turnir v paranamiznem tenisu na svetu. 18. IFIL Slovenija ter Mana Laško. Na turnirju se je pomerilo tudi 10 slovenskih igralcev. V Laškem so se tudi letos odvile najbolj parašportne počitnice za otroke. Poletni paralimpijski tabor za družine. V letošnjem letu so svoje vozovnice za Paralimpijske igre v Parizu že potrdili 3 parašportniki. Paralokostrelca Živa Levrinc in Dejan Fabčič ter parastrelec Franče Gorazd Tiršek, ki si je vozovnico pridobil z naslovom evropskega prvaka. Atleti Tadej Jenci, Iris Breganski in Lea Glojnarič so na Evropskem prvenstvu gluhih skupaj osvojili 8 kolajn. 6 pa je število odličij, ki so jih na Evropskem prvenstvu osvojili slepi kegljači. Z največjim številom odličij pa se lahko pohvali reprezentanca specialne olimpijade. Svetovnih iger v Berlinu so jih prinesli kar 18. Izpostaviti pa želimo tudi lepo pobudo Društva športnih novinarjev Slovenije, ki letos prvič na Športniku leta podelila tudi priznanje za najboljšo parašportno ekipo leta. To je postala ekipa ženske odbojke sede. Naš pregled pa zaključujemo s slovesom. Ob koncu letošnjega leta se je od nas poslovil velikan slovenskega parašporta, parastrelec Franc Pinter Ančo. Ančo, kot smo radi rekli prijatelji, je bil v vrhunskemu parašportu zapisan kar 40 let. Osvajal je številna odličja na največjih tekmovanjih. Bil je udeleženec kar 8 paralimpijskih iger, na katerih je skupno osvojil 4 odličja. Franc Pinter Ančo je tako s svojimi športnimi rezultati kot svojo srčnostjo pustil velik pečat v slovenskem parašportu.